V tokratnih minutah za kulturo je z nami novi direktor Slovenskega mladinskega gledališča Tibor Mihelič Sajet. Imenovanje je bilo, se mi zdi, te dni. Še boljše. Človeka, rojenega na petek 13. so imenovali, oziroma se mi je mandat začel na dan norcev. Tako da mislim, da je to izvrsten obet za delo naprej. Odlično. Do zdaj ste bili VD. Torej, teater poznate? Ja, no, moja pot se je v mladinskem začela kar že dolgo prej, ko sem se nekdanji direktorci Uršuli Cetinski pridružil oziroma z njeno pomočjo vzpostavil oddelek za marketing in odnose z javnostmi, potem pa zelo kmalu postal njen pomočnik za, rečemo temu, produkcijska vprašanja ali pa poslovodna vprašanja, finančna. In evo, sem otrok, človek mladinskega, ki je zdaj dobil to čas, da prevzame tudi glavno vodstveno pozicijo v tem gledališču. SMG slovi kot prostor, kamor greš pogledat kaj, ne bom rekel alternativnega, ampak vsekakor drugačnega. Vsaj zadnja desetletja smo se obiskovalci dvorane navadili, da je zmeraj neki, ali je provokacija, vsekakor je pa zmeraj nekaj drugačnega od klasičnega repertoarnega teatra, se mi zdi. Koliko v času vsesplošnega šparanja, zujkovskega in drugačnega, koliko staja prostora za recimo kakšne gledališke preboje, za kakšno novost pokazati? Kako gledate vi na vizijo teatra zdaj? Ja, no, jaz moram reči, da recimo besedo eksperiment in tako naprej v gledališču tudi pogosto sam uporabljam, ampak sem potem kar malo slabe volje. Ker ko ta pojem očistimo, v bistvu ugotovimo, da gre vselej za vrednostno sodbo, ki je v resnici odvisna od zgodovinskih okoliščin ali pa intenc tistega, ki jo izreka, in v resnici ne govori nič o resnici ali neresnici. Meni se zdi to, kar ste izpostavili, bistvenega pomena. Mladinsko je vselej bilo in si želim, da je to tudi naprej, mogoče še precej bolj izrazito prostor nepredvidljivega. Prostor tveganja, hkrati pa seveda prostor iskrenosti do gledalca. Skratka, moja vizija v smislu načel tega gledališča je, da ne izhajamo iz neke tendencioznosti razkrivanja resnic, ampak se bolj poslužujemo metode razkrivanja laži. Se mi zdi, da je ta pretencioznost v umetnosti, ne govorimo v smislu želje po vrhunski umetniški stvaritvi, ampak čistosti umetnika se mi zdi, da nas malo zaslepljuje in to si želimo od mladinskega. Evo, iskreno, drzno, predvsem pa zelo nepredvidljivo in pestro gledališče. In mislim, da je to tudi ena izmed njegovih bistvenih prednosti vis-a-vis ostalim, bolj ali manj sorodnim gledališčem, namreč izjemno unikaten igralski ansambel, ki je sposoben se preleviti ali pa zelo hitrih preobrazb v različnih uprizoritvenih kontekstih. Recimo, to je ena izmed prednosti, ki nam jih priznava tudi tujina. Pogosto imamo pri nas goste iz tujine, ki se ogledajo kar nekaj naših predstav in kar jih pozitivno šokira, je ravno to, kako lahko en dan vidijo igralcev, recimo temu bolj klasični dramski postavitvi, naslednji dan v angažiranem političnem teatru, spet naslednji dan v neki kabarejski postavitvi ali pa, kar je spet posebna veščina naših igralcev, v fizično izjemno zahtevnih uprizoritvah. In se mi zdi, da ta pestrost nekih izrazov je gotovo nekaj, kar je vžgano v telo tega gledališča. Pa kapacitete vsekakor vemo, da so, ampak kot tisti pregovor o novi metli in pometanju, kakšne so recimo spremembe, ki jih boste takoj poskušali uvesti ali pa kaj spremeniti v dozdajšnji podobi teatra? Ja, mislim, jaz, če sem si nekaj obljubil, jaz sem sicer v življenju izjemno ziheraški.
govorim o mojem privatnem življenju, skoraj da ne bi rekel konzervativen, ampak če sem si kaj obljubil, da tega ne bom počel v gledališču, sploh pa ne v mladinskem gledališču. Skratka, da prihodnje sezone, ki je med drugim tudi jubilejna sezona, namreč 60 let delovanja tega gledališča obeležujemo, da se kreiranje te sezone skupaj z sodelavcem za umetniški program ne bom lotil ziheraško. Imeli smo že v kolektivu nekakšno interno predstavitev programa, za javno bo treba še malce počakati, in sodelavci so uporabili izraz gambling, ampak ne v smislu igre na srečo ali pa igranja s srečo, kar bi v kontekstu tega, da smo mi javni zavod, imeli zelo hitro negativno konotacijo v smislu, da gre za igranje z javnimi sredstvi. Daleč od tega, jaz mislim, da so imeli v mislih drznost, tveganje, in se mi zdi, če kaj, potem danes teater potrebuje tveganje. Kaj pa mednarodno sodelovanje? Teater slovi kot tako rekoč stalno potujoč in zmeri so tudi večinoma bili pozitivni odmevi ali pa celo vzhičeni. Koliko imate tega v programu oziroma koliko sredstva omogočajo in stiki? No, sredstva, ki jih financerji namenjajo za to vrstno dejavnost, seveda se nižajo. Mislim, bi si lagal, če bi rekel, da ostanejo na istem, so pa seveda odvisna od teže gostovanj tistega leta, ampak nekaj je treba povedati pri tem planiranju. Za ogromno gostovanj se dogovori potem, ko mi že to formalno gesto vis-a-vis financerjev naredimo, torej program prijavimo, in bom rekel, ne samo to, ogromno festivalov, ki te povabi, tudi potem strani svojih financerjev dobi podatek, da pa letos je pa denarja pol manj in tako naprej. Skratka, gostovanja se odpovedujejo in vzpostavljajo nova. Mednarodna kariera mladinskega ostaja kot poglaviten strateški cilj tega gledališča. Je pa seveda na tem se da delati operativno, organizacijsko, da se pospešiti, in to tudi zdaj počnemo, promocijske aktivnosti v tujini. Je pa seveda v gledališču se vse zvede na to, ali je teater dober, tujino pa predvsem zanimajo nenavadne in tvegane uprizoritve. Govorimo o festivalih, ki jih mi tudi sicer obiskujemo. To niso festivali klasičnega dramskega gledališča, ampak festivali, ki iščejo nekaj nenavadnega. Torej občutek je na začetku, prve dni? Občutek je zelo vznemirljiv. Seveda po teh seveda se najprej vzpostavi atmosfera neke nervoze, ko se vse skupaj malo išče, ampak se mi zdi, da smo se zelo hitro postavili kot ekipa, ki ima zelo jasno začrtane cilje. Hvala za obisk. Hvala.